Evo, nastavim tole kamero, gledam noter. Bum, upam, da se mi sliši. Let's go! Živjo! Danes vam predstavil kolesa Niš iz Tajske, ustanovljeni leta 2010. Tako da vse, ki zanima, ki kupujete nov kolo, jaz mislim, da s tem brandom dobite nekaj, kar za 80% kolesarjev je super. Tako da povedal bom tudi, kaj mi ni všeč, kaj mi je, skratka, cel breakdown znamke, kaj dobite za to ceno. In kako pride do kolesa, tako da gremo začeti. Ko smo se odločili, tisti, ki ste gledali vse videe, se pravi Proven Luxury projekta, to je bil ta prvi brand, ki smo ga v bistvu testirali in za moje pojme je zelo v redu, sploh ko vem, kaj fantje delajo behind the scenes. Zakaj smo se na koncu odločili za brand, ker je customer support zelo dober, se pravi iz njihove strani dobimo zelo hitro odgovore. Kar se tiče pa same vožnje kolesa, to, kaj je za vas najbolj zanimiv, pa nakupa, gremo pa zdaj čez. Se pravi, sama vožnja, zdaj jaz se lahko primerjam s kakšno Dogmo F, z BMC-ovim Team Machinom R, ki sta obe dve kolesi, dvojna vrednost tega. Tam lahko rečem, da prenos moči na cesto je boljši, še zmer pa ni toliko velike razlike, da bi rekel, ko se pa na tak kolo gor usedeš, da pa nikamor ne potegne. Zdajle smo dali gor še TPU zračence, tako da je kolo zelo lahek, se pravi, tamle imamo 105 ekstra small s nizkimi feltnami, pride teža s pedali ured z osnovnimi Classic Look. 7,4 kg, je res, da je berg sedež gor, ampak mislim, da je to zelo nizka teža za ceno kolesa 4700 evrov. Vem, da dobite 105 D2 tudi že skoraj da polovično ceno od tega kolo za voziti, tako da to je mogoče za nekoga, ki želi mogoče malo boljš kolo, da je dober za vklanc gor. Plus še tega, da si lahko sami barvo zbirate, tako da karkoli vam pade na pamet, da je v nekmu colorwayu, ki ga oni že imajo, se da pač finish barvo čist posebej zbrati, isto velikost, dimenzija obročev, dimenzija krmila, kakšen trak krmila, kjer sedež gre gor. Vse te cene so brez sedeža in brez pedal, zaradi tega, ker zadnje čase je to nekaj, kar vsak rab nekaj svojega, tako da to čist posebej pač se zbere. Kar se tiče pa mojega bajka, klele, ki je sestavljen tale moder, to je pa njihova limited izdaja barve. Gor ima te obroče Silk Road 5,5, teža 1340 gramov, noter se je zdaj še TPU zračenca, Vittoria NXT, zdaj sem dal 30 gor, nano pedala od Speedplaya, pa berg sedež, teža tega zdaj je 7,4. Tako da za moje pojme v tem cenovnem razredu, se pravi, to je cirka 6000 evrov, težko boste dobili nekaj podobnega. Zdaj, kako se ta kolesa vozijo, najbolj primerljiv je mogoče Colnago V4 RS, moram zdajle še parim fantom, ki imajo V4 RS, ga da zatestirati. Ampak jaz, ko se usedem na tega gor, pa ko se spomnim vožnje z V4 RS, jaz mislim, da je praktičen eno in isto. Če bi zaprl oči, pa se usede gor, ne verjamem, da bi opazil razliko. Tako da to je pač moje mnenje, upam, da bo te, ki imajo V4 RS, še čim prej testirali, pa da vidimo pol še njihovo mnenje. Tako kot sem rekel, zdaj, kar se tiče pol samega kolesa, trenuten v septembru lahko vsak pride, stestira kolo, je vse zastonj v enem dnevu, se pravi, pridete sem, lahko z vašim kolesom, se vam ga nastavi, zamenja pedala, lahko tudi sedež in se odpeljete na furo, lahko se vam pošlje tudi kakšen GPX file, tako da boste vedeli, kje se vozite, sploh tisti, ki niste iz Ljubljane. Načeloma se lahko posodi tudi za čez vikend, ampak pol je nekaj malega za
plačati, drugače bojo pa pač testi za stonzene, bomo naredili v septembru ali pol tudi naprej, ampak ja, tako da zdaj, ko bo lep vreme, tisti, ki želite nov kolo, je to ena možnost, da se ga prej testira, ja, preden greste v nakup. Imamo pa dimenzije vse od tam cirka 160 cm višine do dobrih 180 cm so možni, se jih pač da testirati. No. Tako da, zdaj, kar se tiče samega nakupa oziroma roka dobave, če vzamete custom barvo, potem je rok dobave cirka tam 4 do 5 tednov. Če vzamete barvo, ki ni custom, se pravi, da jih ima niš že na zalogi, je dobava cirka 10 do 14 dni. Tako da vse zelo hitro pride, sami si zberete, v bistvu kjero opremo date gor, trenutno je možno Shimano. Če bi hotel kdo sram, je rok dobave lahko malo daljši, s Campagnolom pa isto. Tako da, kar se tiče samih obročev, ki jih dajemo gor, so trenutno sam teli od Silk Roada, lahko se da tudi kakšne cenejše, če hočete pač prideti malo nižji s ceno, ampak jaz bi vam svetoval, da se da te gor, ker res zelo dobro pašejo na kolo, zelo dobro se tudi pele, ker slabšimi obroči se bo kolo pač čist drugač vozil in ne bo pač več tega dobrega občutka. So pa obroči možno, ki se dajo gor, se pravi teta visoki, ki jih imam jaz, potem je set, ki ima zadnji višji obroč, spredi nižji obroč in še, da sta spredi in zadnji oba dva, se pravi 36, 41 višine. Tako da to se čisto sami odločite, kaj vam bolj ustreza, če iščete uno najnižjo težo, pol ste nizkimi, če imate radi obroč, ki gre super po ravnini, se pravi na veter, pol so, mislim na veter, na večjo brzino, pol so teli ta visoki boljši. Tako da, kar se tiče same opreme, se zbere vse od dolžine gonilke, kakšne verižnike, zadnji, kjer verižnike želite imeti, a hočete imeti mogoče gorke od Ceramic Speeda, zraven dobite še 2 košarci za bidon, bike mount za praktično vse števce. Tako da, to je to, kar je treba pol dodati, so pedala pa sedež. Vse ostalo zrihtamo mi, če želite tubeless, se da gor tubeless, če želite zračenco, bojo noter tpl zračence, se pravi te lahke dobrih 20 gramov tehtajo. Zdaj sem pa še malo dotaknil, se pravi telih barv, finiši, ki so možni gor, je lahko pač ta finiš, lahko imajo solid barve, se pravi, da je eno barva, lahko je taka gradient, da se malo preliva, lahko so tele, ki je broken glass, ta je črn finiš, tam je tak kremast silver finish, pa še par drugih izvedb barv imajo, tako da to si lahko vse sami izberete, to je že vse v ceni noter, tako da res dobite lahko nek custom bike, ki je skorda ne sam za vas narejen. In ne vem, jaz, ki vidim tukaj stranke, ki dobijo tist kolo, ki si ga želijo, pač to ga, rajš ga pucaš, rajš se vozaš, vsakič se ti zasmeji, ki se usedeš na njega, tako da meni je pač tale izvedba, čeprav je taka divja, pa modra res ni moja barva, ne vem, jaz se ful rad vozim z njemu in mi je top, tudi še, ko imam keramičen moder OSPV gor, ne vem, se mi zdi, da te mejhni detajli naredijo uno piko na i, tudi klele na berg sedežu je zlat napis vmes. Tako da s takimi detajli gremo vse čez, ko pridete sem, ko se zmenimo za nakup. Ne vem, jaz mislim, da dobite nek tak paket klele pri kolesu, ki je zelo v redu, tudi, ne vem, jaz, ki ga vozim, se mi zdi, da tisti, ki me zdaj že malo bolj orang poznate, sploh klele fanti od Rund, ne bi vozil nečesa, ki se pač, ki se ne pele dober, sploh pa, ki ga je zelo težko prodati. Se pravi, jaz zelo nerad preveč nakladam, ampak rajš vidim, da se stranke usedete, sprobate, sami vidite, a je v redu, a ni za vas in se pol odločite, a boste kupili, ne. Tako da gremo zdaj v ta koncept. Tale kolesa bojo skozi za sprobati in tisti, ki želite imeti nek ta oseben pristop, dober je, če 1 do 2 dni prej sporočite, pa se zmenimo za uro. Izven delovnika sem tudi tukaj, tako da sam dober je pač res prej se dogovoriti. Pridem lahko tudi na delo ob 7 zvečer, če imate takrat čas, se zmenimo vse,
in je to. Tako da gremo čez vse detajle, vse, kar vas zanima, enako velja za vsa naša oblačila, za čelade, za očala, tako da, ja, tisti, ki imate kakršenkoli vprašanje, pišite, se zmenimo, pridete mem in ja, je to. Zdaj jaz mislim, da sem, kar se tiče niš koles, da sem zelo veliko povedal. Če imate še kakršenkoli vprašanje, zapišite spodaj v komentar. Tako da ja, jaz bi ga dal v ta nek race endurance razred. Ni najbolj tekmovalen, čeprav položaj na kolesu je vsaj meni je zelo všeč. Tudi izbira krmil je kar dosti velika, tako da se res najde ta pravo širino krmila. Ampak ja, to je mogoče ja, zelo na hiter. Zdaj, unike iščete čim lažji kolo, pa da ste res zelo lahki, polje, tole, mislim, da je ena izmed super opcij, ker pridemo res lahko na zelo nizko težo, pa še vedno, da se ne zagoni zdaj nekih 10 do 15 jurjev. Ampak, tako kot sem omenil, tamle ta najmanjši je za klasik pedali, ki so eni izmed težjih, pride 7,4 kg, tale kaj smol tukaj, mislim, da je s pedali vred boljšimi, da je bil 7,3, 5, tako da je zelo tale moj, ki ima pa sicer Ultegra gor, ima pa ta visoke obroče gor, ki so skoraj 100 gramov težji, je pa 7,4. Tako da kle, če bi kdo hotel, ne vem, z Dura Aceom vzeti, pa s ta nizkimi obroči pride že na unih 6,8. Cena bi bila pa mislim, da tam okrog 7500, tukaj nekje. Tako da ja, evo, to je to, kar se tiče koles. Če koga še karkoli zanima, lahko komod komentirate spodaj, tako da bojo še vsi ostali videli. Če se hočete oglasiti, lahko pokličete, pišete direkt na Instagram, skratka, kar je za vas najlažji, WhatsApp, mail, karkoli. Dober je en dan do 2 dni prej sporočiti, če ste izven delovnika, zato da je pač nekdo tukaj. Vzemite si pa tam kakšno urco do 2 časa, da v miru spijemo kavico, gremo čez cel kolo in to je to, vsi testi so pa brezplačni, tako da če pridete s kolesom sem, spet sporočite prej, se vam bo vse premenili, se zapeljete in je to. Tako da, nič, do naslednjič, uživite na bajku, let's ride, čau!